Približno 60 pohodnikov se je okrog 7. ure zjutraj podalo na današnjo prvo etapo dolgo 36 km. Nekateri med njimi prvič. Zato, ker prej ni bilo možnosti, ker sem jaz do lani, do septembra delovno aktivna in dopust je tako, dobiš, ne dobiš. Zdaj smo pa prosti. Rad bi poznali, kraj spoznali, ko smo domačini in mislim, da premalo poznamo svoj domač kraj. Udeležujem se pohoda petič, po vrsti. Pohod je zanimiv. Najbolj vztrajni bodo jutri in v nedeljo premagali še 66 km. Hoja ni prehitra, zato pot lahko premaga vsak, poudarja eden od organizatorjev. Niso prevelike višinske razlike, tako da se da. In ker imamo dosti počitkov, imamo pač teh 12 točk, tako da se tam ljudje spočijejo, tako da se da. Da je bil začetek pohoda lažji, so poskrbele skrbne roke, ki so postregle z domačimi dobrotami. To se pravi pogače dve vrsti. Tukaj vidite pogača s kefirjem, kvašeno testo in pa pogačo z slanino. Poleg tega smo pripravili sladice, 3 vrste sladice, topel čaj. S pohodom želijo povezati naravne danosti s turistično ponudbo vseh 12 krajevnih skupnosti. Pohodu se je možno pridružiti tudi jutri in v nedeljo. Ko pa potegnemo črto po 3 dneh, pa je tudi tam nekje 150-160 ljudi, ki se udeležijo pohoda, torej prehodijo vsaj 1 ali 2 dni. Pri tem jih ne skrbi niti slabša vremenska napoved za nedeljo, saj je glavna dobra volja.